Jaz bi najprej rekel, da sem s prvim tremi vprašanji na nek način dosti zadovoljen z odgovori vseh kandidatov ali odgovori gospoda Roznjaka. Zato bom v bistvu postavil nek podvprašaj tudi njemu, oziroma nekajkrat sem bil omenjen kot ta fizična oseba, ki je bila tudi stranka v postopku. In jaz mislim, da glede na to, da so me omenjali, bi mogoče vendarle nekaj teh kratkih pojasnil rad dal. In sicer občina Trbovlje je bila stranka v postopku in stranka v postopku sem bil tudi jaz kot Uroš Macer, ki kmetuje nad cementarne Trbovlje. Dejstvo je, da je bilo v okoljevarstvenem dovoljenju zapisano, da v vplivnem območju ni prebivalcev in občina Trbovlje, kljub temu, da je bila stranka v postopku izvedela 38 svojih občanov. Jaz sem na te občane vse skozi opozarjal, ampak občina se ni odzirala. To je dejstvo. Zatajila je to, da je vplivno območje 500 metrov vsega v Naturo 2000, zatajila je tudi to, da je ta sežig odpadkov na vodovarstvenem območju, kjer je Trbovljiščica, Sava, vodne vrtine in celo v tem času se je tam zgodila ekološka nesreča v Lafarge cementu in vsi vemo, da je kar nekaj ton rib šlo na hrbet. In tudi v tem primeru občina ni odreagirala. Občina je pristala na sežiganje nevarnih odpadkov iz cele Evrope, kljub temu, da sem bil osebno pri županu, da sem na to opozoril, da prihajajo odpadki iz držav tretjega sveta in iz držav cele Evrope. Pristala je pa tudi na mejne vrednosti, ki so za mojo logiko genocid nad lokalnim prebivalstvom. Da se tukaj občina zdaj izgovarja, da če je to država rekla, da je to znotraj zakonodaje, potem mi smo videli tukaj, kakšne mejne vrednosti je tukaj država dovolila tej tovarni. In če kdo pozna eno mesto na tem svetu, kjer so 3 sežigalnice, ali jih je 5 ali celo 20, jaz jih ne poznam. V tem mestu jih imamo. Eno samo, ki dela to. In občina v tem primeru ni odreagirala. Nasprotno. Potem, v vsem tem času, ko se je pridobivalo okoljevarstveno dovoljenje, so se dogajali izredni dogodki v tovarni, dogajali so se črne gradnje, za katere občina veda tudi upravna enota, pa nihče ni odreagiral. Za te črne gradnje so bili tudi kaznovani. Ampak brez tega, da bi okrog opozarjal na njih, bi še danes v bistvu nekaznovano prišli skozi. In kar najbolj bili, te črne gradnje so bili narejene in legalizirane, zato da lahko danes to počnejo. In v tem trenutku imamo v bistvu na 1000 klicev na center za občine. In tudi v tem trenutku, ko ta dovoljenje je in imamo 1000 klicev na center za obveščenje, in ko se ta sežig že izvaja, občina zopet ne odreagira. In zdaj, jaz ne moram biti pač zadovoljen s tem odgovorom, da bomo, ne vem, imeli da bomo neke nove zdravstvene študije počeli. Jaz mislim, da v tem trenutku res niso potrebne, da že vse imamo. Niti nimam nobene druge ideje, kot da se z vsemi močmi, znanjem in složnostjo upremo v tem sežiganju odpadkov in da ga v bistvu zahtevamo v trenutku. Vsak dan je izguba in vsak čas res ne dela, nekako mi rekel, v prid Zasavčanov, ampak nasprotno, v prid kapitala. To je pač ta moja pripomba kot ta fizična oseba, kjer sem bil omenjen. Res je tudi, da sem bil pri županu, tako kot sem omenjen. Jaz sem tista fizična oseba, ki sem bil pri njem, ki sem ga na vse te zadeve upozoril. Župan je napisal pismo na Arso, tam postavil, mislim, da 3 vprašanja, na katere je dobil odgovor. On ni postavil vprašanja kot stranka v postopku, kot občina. Zato še enkrat, da občina ni postavila niti ene pripombe, tako kot je bilo zatajeno, da jih je postavljeno več. Ne, niti ene ni. In kot župan pa je gospod Barovič poslal 3 vprašanja in sicer, ko se bil jaz pri njem, je zatrdil, da je združen na tem, da se bojo iz druge vozili odpadki v Trbovlje in da on tega ne bo dovolil. V tem odgovoru Arsa je pa jasno zapisano, da Arso ne daje dovoljenje, za kje prihajajo odpadkov, ampak samo ali se sežigajo ali ne. In ko je ta odgovor dobil, takrat naprej več ni zadejo komentiral in dobil je tudi odgovor, da so vse mejne vrednosti v skladu z zakonodajo. Država lahko pač po zakonika decid, kar v tem primeru definitivno je.
to, kar je tukaj v tej dolini dovoljeno, je zame in za tiste, ki v tej okolici živimo, nesprejemljivo. In tudi v tem primeru občina ni reagirala. Napisal pa je tudi, da se umika kot stranka v postopku in da noče biti več stranka v postopku, pa ga je odgovorna oseba, ki me je odpisala pismo, okarala, da si ne more zmišljevati, kdaj bo stranka v postopku, pa kdaj ne bo. To je ta pismo, ki ga jaz imam. Zdaj pa, če te zadeve zaključimo, bi jaz rad gospodu Rezinu samo eno tezo, trditev postavil, pa me zanima, ali se on s to strinja, ali se s to trditvijo mojo ne strinja, tako kot jo mi vidimo ekologi v Zasavju, in kako jo v bistvu pokomentira. Mi, če pogledamo nekaj let nazaj, smo v zadnjih časih dejansko samo zapirali, ali drugače bom vprašal, kaj v bistvu prinaša sežig odpadkov Trbovljam oziroma Zasavju? Nekaj donatorskih sredstev občini in pa lokalnim društvom. Definitivno. Kaj drugega je sveč ne najde, pa če se še tako trudim. Če gremo pogledati delovna mesta, jih je Lafarge na začetku imel okrog 350, pa 240, ko se je ustanovil Ekokrog, pa jih ima danes po moje okrog 150, pa jaz pričakujem, da jih bomo malo imeli samo še 50. V teh zadnjih letih smo zaprli številne tovarne, ki niso nič onesnaževale. In v tem primeru se nihče ni bril za ta delovna mesta, nihče se ni tako glasno dvigal, kot se zdaj dvigajo okrog tega, ko hočemo v Lafargeu samo prepreči sežiganje odpadkov, ne zapirati delovna mesta. Ekokrog noče zapreti nobenega delovnega mesta in noče zapreti cementarne. Mi hočemo, da cementarna dela cement, ampak z najboljšo možno tehnologijo in z najboljšim možnim energentom. Imamo popoln beg možganov in vsi tisti, ki imajo možnost, da pobegnejo iz te luknje, bojo tudi pobegli. In če so šolani in da si najdejo boljšo zaposlitev v bolj prijaznem okolju, to doživljam. To statistika pač kaže. Kmetijstvo v tem krogu propada. Številne kmetije se zapirajo in zaraščajo. Nimamo ene turistične kmetije, nimamo ene kmetije odprtih vrat, ki bi dejansko v tako lepi deželi, kot je ta, lahko dajala številna delovna mesta. Nepremičnine izgubljajo na vrednosti in to praktično vseh nas Zasavčano. Ne bo to zemlja, kmetijska, ne bo stanovanja ali karkoli na račun tega, da smo črna sežigalniška dolina. Obolevnost in umrljivost je dokazana z 10 študijami. Dovoljene mejne vrednosti, ki jih je tukaj država dovolila, so, kot sem lepo, zame in za ljudi, ki tukaj živimo, predstavlja genocid. Nekoga, za Boga, bomo zdaj mi pripeljali do Trbovlje, kako bomo tržili turizem, zdravilištvo, ne vem kaj še, in kako bomo pripeljali zdrave firme v Zasavje, če pa še mi, ki smo tukaj živimo in ki smo se tukaj rodili, v tem okolju ne moremo zdržati in dnevno kličemo v center za obveščanje in norimo in ne vem kaj še vse počnemo, kako bomo normalno od zjutraj do večera, od naslednjega dneva predihali dan. In zdaj mene zanima, ali vi to zadevo vidite tako kot jaz, ali jo mogoče vidite z lepše strani. Ampak za mene sežiganje odpadkov v Zasavju predstavlja samo to, kot sem zdaj naštel, zanima, kaj predstavlja za vas in kakšna je vaša alternativa temu.